V peti pripravljalni tekmi je našim pubecom stal nasproti najboljši nasprotnik doslej, Dinamo iz Bukarešte. Prva priložnost na tekmi pa za Maribor. V 4. minuti se je nekoliko na lastno presenečenje v lepi priložnosti znašel Vrhovec. Prva priložnost za Dinamo v 22. minuti, ko je sin legendarnega Rivalda Rivaldinho tako stestiral še vedno izvrstne reflekse Handanovića. V 30. minuti ponovno Vrhovec, tokrat preko vrat Peneda. V 32. minuti je lepo preigraval Viler, se odločil za strel, vendar zgrešil. Še ena lepa priložnost za Dinamo je prišla v 38. minuti, ko je tako poizkušal Dan, na mestu pa še enkrat Handanović. No, v 39. minuti pa še zadnja priložnost za Maribor v prvem polčasu, ko je tako z glavo sprožil Hotić, na mestu pa je bil Penedo. Po prvem polčasu je bilo torej 0:0. Oddelana tekma, večja minutaža. In gremo naprej, počasi približujemo se tistemu finišu, začnemo tudi malo tipati nasprotnika oziroma se postavljati tudi to, kar nas bo čakalo proti Zrinskemu. No, pravo vznemirjenje pa se je začelo v drugem polčasu in sicer s prekrškom za 11-metrovko nad Luko Zahovićem v 54. minuti. Luka je bil tudi hladnokrvni eksekutor te najstrožje kazni. 1:0. 4 minute kasneje, v 59. minuti, pa je že bilo 2:0. Ahmedi je lepo podal iz prostega strela, našel na drugi vratnici Šulerja, ki je odtekel in z lepim strelom v dolgi kot matiral vratarja Romunov. V 62. minuti smo videli lep strel Ahmedija, na mesto je bil Branescu. V 74. minuti pa, potem ko je Maribor zaradi drugega rumenega kartona Vrhovca od 68. minute naprej igral z igralcem manj, znižanje vodstva Maribora. Tako so zadeli nogometaši Dinama. No, v 79. minuti pa le nekaj trenutkov potem, ko je stopil v igro, spet zadetek Mešanovića že na 3. tekmi zapored. Žal je ta zadetek padel iz prepovedanega položaja, ampak smer je prava in zelo dobra. Na koncu Maribor, Dinamo Bukarešta 2:1, tretja zaporedna zmaga naših pubecev v teh pripravah. Naslednja tekma bo že to soboto proti Interju iz Zaprešića z neposrednim prenosom na nkamaribor.com. Nogomet je nepredvidljiv in stvari, katere se ne moreš pripraviti, se moraš odzvati na igrišče hitro in je tudi mogoče ena dobra priprava proti eni odlični ekipi, ki ima dinamiko. Se pravim, škoda edino za tisti gol, ki se bi ga dalo rešiti oziroma držati nulo, tako da na koncu zdržali, pripravili tekmo do konca, bili tudi z 10 nevarni, tako da proti taki ekipi, kot je Bukarešta, mislim, da je ena prava ekipa in vse ni pravi pokazati, da delamo dobro. Najboljši na planetu!